Dober dan in lepo pozdravljeni na Info 360. Moje ime je Suzana Kos, z mano v studiu pa danes dva gosta, gospa Lena Grgurovič, predsednica odbora za pravosodje v Državnem zboru in seveda poslanka Gibanja Svobode, in gospod Senko Pličanič, profesor na Pravni fakulteti, dvakratni minister za pravosodje v vladi Janeza Janše in v vladi Alenke Bratušek in sedaj član stranke Demokrati Anžeta Logarja. Pozdravljena oba. Lepo pozdravljeni. Gospod Pličanič, bom začela najprej z vami, pa z vprašanjem, ne se ustrašiti, zakaj ste škodljivec. To vas sprašujem zato, ker je gospod Janez Janša že v času, ko ste sodelovali z stranko Gregorja Viranta, govoril o škodljivem virantovanju, ki škodi pač stranke SDS, in tudi zdaj pravi, da stranka Demokrati, ki ste se pridružili, škodi SDS-u. No, mi na te stvari gledamo drugače. Mi pač mislimo, da si Slovenija zasluži boljše upravljanje države in to je naš edini motiv za oblikovanje stranke in tudi moj motiv za vstop v politiko. Tako da se s temi kategorizacijami in oznakami, kdo komu škodi, ne ukvarjamo. No, mislim, zagotovo bi se lahko tukaj razbralo tudi strah pred konkurenco, kaj ne? Ja, zelo verjetno, ampak glejte, pač to bodo volitve, stranke bomo nastopale na volitvah, nagovarjale volivke in volivce in potem bodo volivci odločili. Bomo v nadaljevanju vas vprašali, zakaj ste se odločili, da se vrnete v politiko, ker marsikdo, ki se je za to odločil, se ne želi vrniti, ampak mogoče za vaše vprašanje, ker sem ravno omenila konkurenco, kakšno je vaše mnenje o pričakovanjih gospoda Vladimirja Prebiliča? Kot je razumeti njegove javne nastope, on pričakuje, da bo mandatar leve sredine po prihodnjih državnozborskih volitvah. Se ga bojite? Pa da dodam takoj še podatek, da me ne bi vi izzvali nazaj z vprašanjem, zakaj bi se ga bali. To zdaj sprašujem, se ga v stranki bojite. Križanje podatkov iz nekaterih javnomnenjskih anket namreč kaže, da bi vam lahko njegova stranka, če se bo odločil za to, da bo res vstopil v politiko na državni ravni, da bi lahko njegova stranka odnesla 20% volivcev, ki so glasovali na zadnjih državnozborskih volitvah za Gibanje Svoboda. Ja, gledajte, odločali bodo vedno seveda volivci, volivke in volivci. Zdaj, ta pričakovanja gospoda Prebiliča, jaz sicer pozdravljam krepitev leve sredine, absolutno. To pomeni tudi drobitev, a ne? Drobitev glasov. Tudi drobitev in pa seveda, to pa moram seveda poudariti, zdaj neka pričakovanja gospoda Prebiliča, da bo pa on sedaj prvak te leve sredine in neka pričakovanja potem o nenapadanju in tako je sam to naslovil, pač menim pač, da niso realna. Trenutno Gibanje Svoboda v primerjavi z dosedanjimi levimi vladami in tako imenovanimi novimi obrazi drži dobro politiko, dobro pozicijo in menim, da ta koalicija trdno stoji in izvaja ukrepe v času največjih kriz, ki smo jih priča. Tako v Sloveniji smo imeli in požare, nato poplave, potem v Evropi ukrajinska vojna, sedaj Amerika. Kljub temu ta vlada izvaja konkretne reforme, prva po 30 letih in pa še drži eno najnižjih stopenj inflacije, potem vemo, kako smo se odzvali. Tudi brezposelnosti, ne, imamo eno najnižje stopnje. Gospodarstvo ima rekordne dobičke, se pravi, v tem celo predsednica Evropske centralne banke postavlja Slovenijo za zgled. Jaz mislim, da z takšnim nadaljevanjem smo izkazali že doslej, da smo pričakovanja volivk in volivcev upravičili. In to bomo še tudi do naslednjega mandata. Nekateri že govorijo, da je konec, da smo že v predvolilni kampanji. Jaz pa mislim, da bomo še v tem prihajajočem letu, če rečem, da volitev še marsikaj drugega postorili. Tako da. Moram reči, da so me presenetile zadnje dve javnomnenjske ankete, ker sem mislila, da se vam bo poznala stranki afera Karigador, pa se ni, morda je tudi volilno telo prepoznalo dosežke, ki jih omenjate, čeprav po drugi strani je sedaj zelo aktualno tudi vprašanje, na katerega opozarja gospodarstvo, to pa je obremenitev plač, ampak ker naš pogovor ni namenjen gospodarskim temam, bomo o tem kdaj drugič.
Gospod Grgurevič, kot sem omenila, vi vodite tudi odbor za pravosodje v Državnem zboru. Tako kot sem se pogovarjala z vašimi kolegi, ne pomnijo, da bi bilo toliko opominov izročenih in toliko oduzetih besed, to vam očita tudi SDS, kot je v času vašega vodenja. Pa bom prebrala še, ker smo v studiu povabili, da bi soočili argumente glede sprememb v pravosodju, ki se obetajo na področju zakonodaje. Smo povabili v studiu tudi predstavnika SDS v zahvali za vabilo, v katerem so nam povedali, da pač ne bodo prišli, so zapisali, da se s poslanko, ki grobo krši ustavo in ruši demokratične standarde, lahko pogovarjajo samo njenaki. Tukaj je tudi prošnja za vaš komentar, gospod Pličanič, samo najprej, gospod Grgurevič. Ja, no, to bi rekla, tat kriči, primite tatuka, ne. Zdaj, vsaka ustavna pravica je omejena z drugimi ustavnimi pravicami, ne. Spravi, razpravo, jaz menim, da je potrebno voditi učinkovito in da smo tudi poslanci dolžni upoštevati Poslovnik Državnega zbora, ki je nek procesni predpis, po katerem bi morali ravnati, pa žal ne. Izpostavila se neka praksa, ko se temu ne sledi, in razprave so namenjeni širjenju nenehnih laži, potvarjanj, ne. To se ure in ure ljudje spremljajo ne razpravo o sami materiji nekega zakonskega predloga, ampak vse drugo, ne. Da vam dam en primer, recimo, kolikokrat smo poslušali o, ne vem, tistem Berišaju, ki bi naj s katerim bi naj predsednik vlade sodeloval v nekih mahinacijah za GEN-I, čeprav je ta gospod Berišaj javno povedal za medije, da nikdar ni z Golobom sodeloval, nikdar ga ni srečal, je pa prijatelj Janeza Janše. Ampak mi smo to laž slišali neštetokrat, a veste, in ta doktrina Goebbelsa stokrat ponovi laž in postala bo resnica, je možna zato, ker se Poslovnik ne spoštuje. Vkolikor bi se spoštoval, do tega ne bi prišlo. Sami SDS, torej poslanci, so na samih plenarnih sejah, to pobrskate malo, boste videli, kar odzemali besedo, sploh brez glasovanj, se pravi celo na plenarnih sejah. Sama trdim, bila sem pred kratkim v Luksemburgu. Tam imajo sodniki, ki zasedajo, sodniki Evropskega sodišča, na voljo 2 do 3 minute za obrazložitev svojih stališč, ali pa recimo prisostvovala sem deloma eni razpravi, kjer je Filip Moris zoper Evropsko komisijo. Mislim, da so imeli 15 ali 20 minut za celo predstavitev stališča. Ne? Mi pa ure in ure tukaj razpredamo in zato nismo poslanci plačani. Plačani smo, da bi delali. Ker pravijo vaši kolegi, da se to še doslej ni dogajalo. Kaj to pomeni? Da se je retorika SDS-a poslabšala, da pač še bolj kršijo poslovnik ali kaj? Mislim, glede na to, da vaši kolegi tudi iz koalicije se ne spomnijo, da bi se to dogajalo. Kar se dogaja zdaj na odboru za pravosodje. Še enkrat. Jaz dosledno sledim Poslovniku Državnega zbora. Zdaj sem že to malo opustila, ker vidim, da nima smisla, ne? Ker potem prihaja do teh odzemov besede, ki so pravilni, moje ravnanje je pravilno. Skozi leta je pa praksa, ki se izvaja, nepravilna. To trdim. In škodi ljudem in omejuje učinkovitost dela. Sama sem pravnica, tako kot recimo predsednica Državnega zbora, in smo zavezani slediti nekim procesnim pravilom, ne, ki se pač tukaj ne izvršuje. Ampak sem tudi že jaz malo tukaj popustila, ker vidim, da vaši predhodniki niso spoštovali tako zadev. Gospod Pličanič, vaša stranka Demokrati poudarja potrebo po sodelovanju. Kako vi vidite, da v bistvu politiki niso sposobni priti v studio, da bi se pogovarjali recimo o strokovnih zadevah? No, ravno to je temeljni razlog, ali pa temeljna rdeča nit naše politike, ne. Je ravno ta polarizacija, ki izhaja iz tega, o čemer ste zdaj se pogovarjali, gospod Grgurevič. Mi mislimo, da če želimo, in to želimo, ne, mislim, da velika večina državljank in državljanov si želi bolj učinkovitega upravljanja države, izboljšanja stanja na različnih področjih, tega ne bomo nikoli dosegli, če ne bomo odpravili te polarizacije, ki se vidi tudi potem
ne mislim ravno na odbor gospe Grgurevič, konkretno samo na njega, ampak nasplošno na komuniciranje v državnem zboru in tudi sicer v slovenski politiki. Tako da mi mislimo, da je temelj za nek normalen korak naprej in potem tudi za razvoj Slovenije, kot si ga, še enkrat pravim, želi večina, to smo prepričani državljank in državljanov, da je temelj za to več prijaznosti, več strpnosti in tudi več sodelovanja, ne glede na razlike v svetovnem nazoru in tudi ne glede na razlike glede tega, kako se lotiti posameznih vprašanj. To, da razlike med nami so, to je nekaj čisto normalnega. Tisto, kar pa v resnici, s čemer pa imamo v resnici v Sloveniji veliko težavo, oziroma jo mnogi imajo, ne, pa je ravno to, je pa ravno način komunikacije. Ne. In kot vemo, komunikacija je temelj sobivanja in če tu ne bo nekega premika, potem nas ne čakajo lepi časi. No, saj, če je interes, bom samo vrgla eno kost, pa boste potem replicirali. Če je interes, zagotovo Gibanje Svobode lahko sodeluje tudi z SDS-om. To se je pokazalo pri tistih skrivnih posnetkih glede JEK2. Pokazalo se je pa tudi pri enem glasovanju minuli teden pri zakonu o medijih, ker se je nenaravna koalicija Gibanja Svoboda, SDS in NSI oblikovala. Zdaj, če lahko samo kratko repliciram, še ste rekli, da lahko. Torej, to se lepo sliši, te zgodbe o sodelovanju, ampak, a veste, žal je z vsem spoštovanjem Anže Logar sodeloval do sedaj 20 let v vladi, ki pač, oziroma v stranki, pa tudi v treh vladah, oziroma on je bil, mislim, da v dveh, ki pač tega ni izvajala, a veste, ampak grobo razvaja slovenski narod na podlagi starih zgodb o komunistih, čeprav prav v SDS-u so še bivši komunisti sedeli in podobno. Lahko demantiram že na zadnji seji državnega zbora, kjer je Anže Logar postavil vprašanje predsedniku vlade, ga je vprašal, ali meni, da je on pravilno sposoben za to, ker je sedaj v postopku pred korupcijsko komisijo. Sam je 20 let bil v stranki, katere predsednik je dvakrat pravnomočno obsojen storilec kaznivih dejanj, dvakrat dokončno v komisiji spoznan za odgovornega, ne, pa ni upal niti čivkniti, ne. Tako da, veste, takšne nedoslednosti pač jemljajo vso kredibilnost, kar se meni tiče. Samo lepo govorjenje v tem pahorjanskem stilu, ki meni tudi ni bil všeč, veste, je neko prazno mlatenje. Jaz bi rekla, da je verjetno gospod Anže Logar izkoristil svojih 5 minut medijskih, ker je hotel pač, da pride v medije, ker tisti dan je bil posod v mediju. Boste odgovorili? Ne, torej, jaz mislim, da človeka treba soditi po dejanjih, ne, in po ravnanjih, in tu v tem konkretnem ravnanju gospoda Logarja jaz ne vidim prav ničesar, kar bi bilo nasprotju s tem, kar sem malo prej povedal. Ne. Torej, zelo prijazno, zelo na primeren način mu je postavil neko vprašanje, ki je čisto legitimno, ne. Ja, ampak zakaj ni tega vprašanja postavil Janezu Janši, ki je bil celo dvakrat, to se vprašate, a ne? Mi se ukvarjamo s prihodnostjo, v preteklosti ni več, ne? Preteklosti ni več. No, jaz tukaj lahko repliciram, bom malo pomagala, gospod Plišanič. Ko je bila tretja vlada Janeza Janše na oblasti in se je zgodila ta afera z gospodom Vizjakom, ki je govoril glupi davki, tako naprej, je gospod Anže Logar povedal svoje mnenje gospodu Janši, to pa je, da bi mogel Vizjak se posloviti. Tako da pač nekaj je vendarle upal v tej strogi hierarhiji SDS-a, tudi povedati. Jaz bi še enkrat, kar izvolite. Če vam lahko potem še, ker sem zdaj spomnil, da odgovorim, v bistvu se mi postavili vprašanje... Nenavadne koalicije. Ja, ko imate interes, skupaj glasujete z SDS-om. Ne, recimo jaz sem tudi glasovala proti pri jedrski, pri tem, jaz sem bila proti referendumu, proti resoluciji o JEK, ne, tako da, a veste, ne samo poslanec Miroslav Gregorič, pa mogoče še kdo, nisem šla skozi glasovanja, ampak mi pač imamo dokaj široko
polje demokracije znotraj stranke in tudi pri medijskem zakonu je bilo podobno. Tako da nimamo, včasih pač povemo, kadar imamo poslanci neke svoje meje, ne, kjer jih ne prestopamo, takrat pač se povsem normalno dopušča in sprejema, da poslanec glasuje po svoji vesti. Ne gre za nobeno dogovarjanje za SDS. Ker recimo pri prejšnjih glasovanjih nekaterih se je dogajalo, da so se nekatere stranke so se dogovorili, da nekateri poslanci bodo glasovali za, nekateri se bodo zdržali, itak se niso upali glasovati proti, to ne govorim zdaj o vaši stranki, zato da je bila pač recimo sprejeto tudi poročilo Rezarjeve komisije. Ampak tukaj je zanimivo to, kar sem omenila medijski zakon. Jaz ostajam pri stališču, da ste se prešteli v Gibanju Svoboda. Žal vas moram demantirati, to z vaše strani, oprostite, to pa ni korektno, ker sama sem bila na seji poslanske skupine tik pred tem in se popolnoma nič nismo preštevali. Veste, zakaj vam to govorim? Ker še preden je bilo odločanje o tem, ali se bo prepovedalo opravljanje medijske in oglaševalske dejavnosti, so mi ljudje, ki so blizu medijskemu imperiju Martina Odlazka, povedali, da naj bomo pozorni na dve stvari in obe stvari sta se dejansko zgodili. Zainteresirani ste tudi v Gibanju Svoboda, da vas te mediji, množica medijev, radijskih postaj, televizijskih in časopisov ne napada. Enako tudi SDS, tako da zato vztrajam pri svojem stališču. Tega nisem lahko vztrajati, ampak jaz sem sedela na seji poslanske skupine, preden smo šli v... Ne dopuščate možnosti, da se je prej kaj dogovarjalo mimo vas? Ne vem, če se kdo s kom, vsekakor ne vem, zakaj bi se mimo mene, absolutno demantiram, žal. Ja. Dobro, gremo naprej. Kot sem rekla... Celo rečeno je bilo naj vsak, zadnji zaključek je bil naj vsak pač glasuje po svoje vesti. To moram strogo demantirati. Mojega stališča ne morate demantirati, moje mnenje je tako, se ni trdito, ampak mnenje je pač... Dogajanje ali dogovarjanje ali preštevanje glasov. Tega ni bilo. Drugače je kar precej razburjanja v teh dneh povzročilo tudi vaš zapis na družbenem omrežju Facebook na račun intervjuja predsednice države, ki je bil objavljen v sobotni prilogi. V bistvu ste rekli, da je vam grozljivo gledati njeno konstantno poseganje v izvršilno vejo oblasti, nenehno grajanje predsednika vlade in parlamenta ter hlastanje po večji oblasti. Ja, mislim, grozljivo gledati, mislim, da sem dala v navednice, zato ker je predsednica republike tako nastopila. Nje je grozljivo gledati, je pač zapisala v tistem intervjuju, ki je bil izdan v Delu, nenehno, takšno strašno nezaupanje med strankami, kar je, mislim, da jaz sem sicer nova politika, ampak verjetno je to neko nezaupanje med strankami je nekaj običajnega, predvidevam, vi boste bolj vedeli. Skratka, jaz sem se odzivala zgolj na njene zapise, nisem si mislila, da bo to sedaj medijsko tako pač bilo odmevno. Šlo je pač za to, da je pač gospa predsednica si želi nekatere pristojnosti, ki ji sedaj po ustavi ne gredo, hkrati pa je izvrševala nekatere pristojnosti, ki pa dejansko jih ne bi smela, če sledimo temu, kar je sama trdila. Se pravi, generalne pristojnosti predsednice države opredeljuje 107. člen ustave in tam res piše, da ima glede funkcionarjev, bom rekla, dolžnost in pravico predlagati, imenovati državne funkcionarje, a ne v izvolitev. V drugih členih ustave pa piše, pa je opredeljena tudi njena predlagalna funkcija. Predlaga ustavne sodnike, predlaga člane sodnega sveta, recimo, tako da že tukaj ta njeno stališče, da ima zgolj torej pravico in dolžnost imenovati, ne drži, ker drugi členi ustave ji dajo tudi predlagalno funkcijo. Kar se pa tiče recimo konkretno guvernerja Banke Slovenije, pa res ni, ko bereš ustavo in potem zakon, ni zakon
v skladu za ustavo. Kajti zakon ji nalaga funkcijo predlaganja kandidatov za guvernerja, medtem ko ustava o tem ne govori, pač pa v posebnem členu, ne, kjer govori o Banki Slovenije, pač pa določa zgolj, da vlada, da državni zbor imenuje guvernerja Banke Slovenije. Se pravi, tukaj njena predlagalna funkcija, mi sledite v tem, kar govorim, ali je preveč zapleteno, ni opredeljena. A ne? Se pravi, potem takem je v bistvu sama, namesto da bi prekinila postopek, pa rekla, jaz nisem pristojna za predlaganje, poglejte, zakon ni v skladu za ustavo. Ampak ne bomo šli preveč v podrobnosti, ampak želi drugačne spremembe, ne? Želi, tako kot je napisala, ali jaz vse, ali ne. Gospod Pličanič, kako vi vidite aktualno predsednico države? Gospod Grgurevič je rekla, da je gospod Borut Pahor ni bil všeč. Pahorju smo očitali manjko opredeljevanja do aktualnih vprašanj. Se vam zdi, da aktualna predsednica preveč komentira zadeve? Ne, sploh ne. Mislim, da se trudi po najboljših močeh to svojo funkcijo upravljati. Mislim pa, da ima še predvsem manevrskega prostora. Govorim zdaj na splošnem, ne v tem kontekstu te konkretne diskusije o tem, kakšne pristojnosti ima v zvezi s predlaganjem posameznih funkcionarjev. Na splošno mislim, da ima še predvsem manevrskega prostora, niti ne toliko z vidika posameznih pristojnosti, ker jih ima, glede na slovensko ustavo, res bolj malo, takih pomembnih, ker smo se takrat zgledovali po nemškem modelu. Torej, predsednik države je bolj mišljen kot nekdo, ki svojo integriteto in neko etično držo in tako naprej predstavlja državo, povezuje različne skupine svetovno-nazorske in poskuša dosegati kompromise, konsenze in tako naprej. Tu mislim, da je še predvsem manevrskega prostora. Kakšno je vaše mnenje? Bi mogla Nataša Pirc Musar vztrajati pri svoji drži, da bo ona predlagala strokovne zadeve in da se ne bo uklanjala politiki? Mislite zdaj na splošno? Pri teh konkretnih zadevah. Ne, vete, tu jaz mislim, da tu gledano z vidika državljana, ker pač jaz nimam zdaj nobene funkcije nikjer, pa dobro tudi pravnega strokovnjaka, mislim, da tu je to neka saga, ki se mora čim prej končati in to preprosto vzbuja res nelagodje pri nas državljanih. Bom zdaj povedala, samo da nekaj povem, pa boste potem komentirali. Neuradno je slišati, ne vem, ali je bilo to v pogovorih z gospod Sašo Jazbec in predsednico države povedano, ampak neuradno je slišati, da gospe Saše Jazbec ni želela predlagati, ker ne želi, da bi vplivni Borut Jamnik imel kakršenkoli vzvod do tega, da bi prek guvernerke vplival na odločanje o licencah za upravljanje funkcije članov bančnih uprav. Ali je to zadeva, s katero se ukvarja predsednik države? No, lejte, jaz vseh teh ozadij ne poznam. No, mislim, ne govorim na pamet. Jaz mislim, da ravno to je del tiste funkcije predsednice države, o kateri sem prej govoril, da pogleda tudi na te vidike, ki ste ga zdaj omenili. To zanesljivo je v njeni pristojnosti. Do neke mere, seveda. Zdaj ne mora ona zdaj o vseh teh stvareh odločati, ampak pri tej predlagalni funkciji, o kateri je gospa Grgurevič govorila, se pravi, ko se odloča, koga bo predlagala, jaz mislim, da je zelo prav, da ima pred očmi tudi to, če take okoliščine obstojajo. Tu ali pa pri katerikoli drugi funkciji, kjer ima pristojnost predlagati. No, neuradno ste slišali, jaz sem pa neuradno recimo slišala kaj drugega, da gre za neka zamrznjena sredstva hranilnice Lon, recimo, tako da tega ne bi komentirala. Kar se pa tiče te predlagalne funkcije, poglejte, jaz sem si šla na hitro, sicer res preko umetne inteligence, ker nisem imela več časa, pogledati, kako je to urejeno. Nemčija, Avstrija, Italija. Veste, kdo predlaga guvernerja Banke Slovenije? Predsednik vlade ali finančni minister ali vlada. In predsednik ima tam zgolj, bom rekla, funkcijo neke formalne potrditve, ki jo lahko zavrne zgolj, kolikor bi bil resno kršen postopek predlaganja kandidata za guvernerja ali pa recimo
huje kršena ustava. Se pravi, v bistvu gre zgolj za formalno potrditev. Se pravi, če se želi primerjati tukaj z recimo Evropo, temi 3 državami, bo predsednik vlade, se pravi, ravno obratno, ona bo pa imela zgolj neko formalno potrditev. Se pravi, zdaj ima v bistvu več pristojnosti, kar se mene tiče, kot pa bi imela, če se zgleduje po tem, kar si pač želi. A ne? Tako da, kar se mene tiče, lahko gremo v spremembo zakonodaje. Samo kaj bo potem z tega nastalo, ne vem. Bomo zdaj za trenutek pustili politiko, pa se osredotočimo zdaj na nekaj bolj pravno strokovnih vprašanj. Prihodnji teden bo vlada predvidoma odločala o 4 zakonih z področja pravosodja. Meni se zdi sicer najpomembnejši zakon o sodnikih in ukinitev okrajnih sodišč, se pravi, da bi dobili enovitega sodnika. Pogovarjala sem se z nekaterimi iz pravosodja in niso vsi navdušeni nad takšnimi rešitvami. Vi ste bila zadolžena tudi za usklajevanje z Ministrstvom za pravosodje. Ja, no, vse stranke koalicije smo se usklajevali, ne, nisem bila jaz sedaj posebej zadolžena za ministrstvom. Tako da, kaj naj vam rečem, sama pač imam konkretno, bom imela verjetno kar nekaj amandmajev k vsakemu od 3 zakonov, če govorimo o sodniškem trojčku, a ne, tako da... No, ampak samo to mnenje me zanima. Ali, ker v predlogu, ki je objavljen na E-demokraciji, piše, da bo s tem povečana učinkovitost sodišč. Mislim, verjetno je bil nek razlog, da se je razdelilo pravosodje oziroma sodišča na okrajne, okrožne in tako naprej. In ne povem, da pač okrajne imajo lažje primere. Zakaj bi zdaj bilo boljše, bolj učinkovito? Gospod Pličanič. No, jaz mislim, da na to vprašanje treba gledati ravno z tega vidika, ki ste ga omenili. Ne? Se pravi, ali bo ta sprememba prispevala k večji učinkovitosti. Zdaj, kaj pa to pomeni? Sodstva večja učinkovitost pomeni hitrejše sojenje. Ne? To je tisto, kar nas kot državljane, tudi nas kot demokrate najbolj zanima. In zdaj jaz tako, na prvi pogled po teh argumentih, ki sem jih prebral, zakaj se to predlaga, mislim, da Vrhovno sodišče enako gleda na to, Vrhovno sodišče kot vrh sodne veje oblasti, tudi podpira to rešitev in tudi mi v demokratih to rešitev podpiramo, če bo pripeljala k večji učinkovitosti, torej k hitrejšemu sojenju. Mislim pa, da to ni edina sprememba, ki bi bila potrebna v slovenskem sodstvu ali pa tudi v širšem pravosodju, da bi izboljšali stanje na področju hitrosti sojenja. Ko se recimo pogovarjamo s predstavniki pravosodja o tem, o dolgotrajnih postopkih, statistika kaže, da je pri večini grejo stvari ok, ne? Samo pri težjih primerih se zadeve podaljšujejo. Ali pa recimo pri primerih, kjer znani odvetniki z različnimi manevri podaljšujejo pač čas odločitve. Tako, ali pa, ne vem, najvidnejši politiki se skrivajo pred sodnimi vračevalci in potem sodnica ne vroči nekega sodnega pisanja, čeprav ima vso podlago že sedaj v zakonu. Če bi bil gospod Janša pri meni postopku, bi ga pač privedli po prvem neuspelem poskusu. Ne? Žal tudi takšne stvari spremljamo, tako da jaz se ne strinjam popolnoma, da je učinkovitost sojenja samo neka hitrost, predvsem mora primer potem stati. Žal pa, predvsem pri vidnih politikih in pa, ne vem, močnih gospodarstvenikih, ne, vidimo, da epilogov žal ni kaj prida. Ne. Mi kurje tatove uspešno zapiramo, sicer pa ne. In kar se tiče enovitega sodnika, jaz nisem tako brezbrižna, da mislim, da bi to zdaj bilo pa vse fino in prav, ker bo zdaj en sodnik. V čem pa menite, da bi recimo ta učinkovitost bila za temi spremembami naslovljena? Jaz mislim, da je tu veliko vprašanj še. Namreč, poglejte, sedaj imamo na okrajnih sodiščih, kjer se ne sodijo nujno najlažje zadeve, recimo zadeve Kangler, zadeve Janša, to so vse okrajne sodišča. Da gre za kaznive dejanja in nižje vrednosti in kaznive dejanja z zaporom do 3 let. Ampak poglejte, tu se odpira vrsta nekih vprašanj, vsaj zame osebno. Ne. Sedaj
tako kot bi rekla jaz v zdravstvu, da mogoče z vsem dolžnim spoštovanjem dermatolog ali pa možganski kirurg ali interni nimate mogoče enako stresnega in zahtevnega dela, se upravičujem, ampak tako jaz tudi na sodstvu vidim, da recimo nekdo, ki vodi sodnik, ki dela na zapuščinah, recimo, kjer zgolj sprejme podatke o tem, kaj popis premoženja, če pride do kakšnega spora, prekine, zadeva odstopi na pravdo, a ne, ali pa kakšne izvršilne zadeve in pa kazenski postopek. Ne. Že tu sedaj bodo torej plače popolnoma izenačene, ne, kar se meni osebno ne zdi prav. Ne. To je ena stvar. Vemo, da se zgolj na kazenska okrožja... Gre za to, da je vprašanje, ali so sposobni pravzaprav se lotiti. Seveda, zdaj si pogledajte, zdaj odvisno, predsednike sodišč postavlja sodni svet. Sodni svet jih postavlja. Ne? Ta predsednik sodišča bo zdaj v bistvu zadolžen za menedžiranje tega sodnega okrožja. Ne? In zdaj bo on lahko tudi enega sodnika, ne vem, iz izvršbe bo pa premaknil. Ne? To bi naj bila zdaj ta največja pridobitev, da bodo lahko sodnike bolj razporejali znotraj tega. Ampak jaz, ker sem delala na več področjih, vam povem, da ko si ti premeščen na drugo področje, rabiš svoj čas, da se s tem seznaniš. Se pravi, kar se tiče, bom rekla, specializacije na nekem področju, a ne, ki je po mojem nujno potrebna, na drugi strani imamo specializirane odlične odvetnike, a ne, za svoje področje. Se pravi, kako bo to naslovljeno? A ne? Notranja neodvisnost sodnika zoper, ki ni ne vem kakšna, to je moje lastno zaznavanje, da ne bo pomote. Ne? Notranja neodvisnost, kaj mislite s tem? Znotraj sistema samega, v odnosu do predsednika sodišča in tako naprej. Eni od okroglih miz, ki je organizirala platforma sodelovanja, preden je Anže Logar ustanovil stranko Demokrati, je bilo rečeno tudi to, da v bistvu napredujejo ubogljivi sodniki, da to recimo ljudje opažajo iz pravosodja, ne kritični, ampak najbolj ubogljivi. No, zdaj, jaz mislim, ko se pogovarjamo o pravosodju, bi morali malo bolj artikulirano postaviti diagnozo stanja. Zdaj, torej mi mislimo, da je stanje v slovenskem sodstvu, ko gre za vprašanje učinkovitosti, mislim, da učinkovitost je zlasti, če gledamo z vidika nas državljanov, povezana s hitrostjo sojenja, se pravi, kako hitro se nek sodni postopek, nek sodni spor, nek spor razreši, da je tu zelo veliko še manevrskega prostora. Statistike so take in drugačne in jaz tu recimo kolega, ki se zelo intenzivno s tem ukvarjajo, recimo kolega Obel to zelo podrobno že leta analizira, tu stanje ni tako, rožnato. Na področju korupcije, mislim, smo najslabši tudi. Tukaj govorim zdaj o hitrosti sojenja. Hitrost sojenja je področje, kjer tudi predsednik Vrhovnega sodišča, aktualni, v nekem intervjuju, ki sem ga bral pred kratkim, tudi sam pove, da je tukaj še treba precej narediti. In tudi, to je pa tudi potem povezano še z naslednjim vprašanjem, ki končni posledici potem spet rezultira v hitrosti sojenja, da je treba več narediti v spremembi sodstva in tudi sicer pravosodja, ampak mislim tu še na tožilstvo in ostale segmente, ampak s posebnim poudarkom na sodstvu, torej narediti več v smeri, da se sodstvo bolj zave, da je v službi državljanov in državljanke in gospodarstva. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ja, zato, ker potem bo najbrž lažje doseči tiste standarde, ki so predpisani, glede tega, kako hitro se morajo postopki pri posameznih zadevah končati. In ko gre za gospodarstvo, za tiste sodne postopke, ki so povezani z gospodarstvom, gospodarske spore, in tudi ostale, se končne posledici kazenski postopki so lahko potem tudi povezani z gospodarstvom. Če nekomu visi neka ovadba ali pa neka obtožnica leta in leta nad glavo, to zanesljivo lahko vpliva na delovanje nekega podjetja. Torej, podatki kažejo, statistike in analize kolega, ki sem ga omenil in tudi drugih, da je stanje precej resno v slovenskem sodstvu glede tega. In tako da jaz vidim tudi, predvidevam, da te spremembe, ki jih namerava vlada zdaj, ki jih je vlada pripravljena in jih namerava poslati v državni zbor, o katerih govorite, vključno s to o združitvi okrožnega in okrajnega sodišča, so najbrž namenjene temu. Torej, mi v Demokratih razmišljamo tako, mi mislimo, da je treba sodstvu omogočiti maksimalne pogoje za delo, bom potem povedal par takih, kjer mislim, da je še ogromno treba narediti, ampak potem pa od sodstva pričakujemo to, kar je pač temeljno poslanstvo sodstva, da hitro
ne, predvidljivo, strokovno, neodvisno, nepristransko in seveda skladno z ustavo in zakoni razsodi v sporu, takem ali drugačnem. Ne. Tako da, torej, zdaj, če gremo na te pogoje, ne, Čak, da bom samo tukaj povedala en podatek, še se opravičujem, ko vas prekinjam. Za Slovenijo velja primerjava z EU, da smo drugi v EU po številu sodnikov na, ne vem koliko, 100,000 prebivalcev, nekaj takega. Hkrati pa sodniki pogosto tarnajo, da so obremenjeni. No, vse dano v zvezi s tem nameravam nekaj povedati. Ker ste vi omenili odvetnike, tako, ustvarja se vtis pravna država za peščico, ne, in ne za vse, ravno zaradi tega, ker si pač vplivni ljudje, bogati ljudje lahko privoščijo v bistvu najdražje in najboljše odvetnike. No, zdaj, če dovolite, da tole dokončam. Zdaj, gledajte, to delo sodniško je izjemno pomembno, ne, za nas, državljane. In tudi je zelo odgovorno in zahtevno. Temu, jaz nisem oporekala, pa tudi gospa ne. In zato je treba pač sodnikom in sodnicam omogočiti, da bodo imeli vse pogoje, ki jih rabijo, zato da bodo lahko delali svoj posel nemoteno v nekih normalnih delovnih pogojih, neki ugodni delovni klimi, kot se je izrazil predsednik Vrhovnega sodišča v tistem intervjuju, ki sem ga preomenil. Tu eno od takih stvari je, recimo, ki jih mi nameravamo predlagati, tako imenovan kabinetni sistem, da se sodnika razbremeni operativnega dela na čisto vseh stvareh, ne, da imajo nek stav, ki jim pomaga. Tako kot je recimo to že v nekem delu na ustavnem sodišču, ker tu ustavni sodnik ne naredi vsega, ampak mu nek stav pomaga. Ne. Torej, to bi absolutno bilo treba upeljati, zato da se sodnik res lahko fokusira na to, kar je njegovo delo, to je sojenje, to je razsojenje, ne, to strokovno delo. Potem jaz sem absolutno za to, da se plača sodnikom in tudi vsem ostalim v drugih državnih organih poviša in tudi, da se upelje nek stimulativen način nagrajevanja. To bi moralo veljati tudi za sodstvo. Se pravi, nagrajevanje mora biti stimulativno. To je popolnoma jasno. Za vsakega, ki upravlja neko javno nalogo. Ne. In če govorimo zdaj o sodstvu, seveda to velja za sodnike, velja pa tudi za ostale dele pravosodja, ne, tožilce in tako naprej. Tako da tu vidim kot dva ključna pogoja, ki jih je treba omogočiti, plus potem še ostale, digitalizacija recimo, ne, uporabe umetne inteligence in tako naprej. Tu je ogromno še manevrskega prostora. Torej, po mojih podatkih, ne, je, ko gre za digitalizacijo, stanje še relativno zelo slabo v primerjavi tudi z ostalimi deli ali pa ostalimi vejami državne oblasti, ne, državno upravo, ne, tudi zakonodajno vejo najbrž. Tako da tu je treba to torej, opredeliti kot eno od temeljnih nacionalnih prioritet, ne, torej pravosodje kot celoto, še posebej pa sodstvo, ker ravno sodstvo je ključnega pomena za delovanje nas kot družbe, za neko družbeno kohezijo. Ne, sodniki bi morali, torej sodstvo, sodniki in sodnice bi morali biti najbolj zaupane vredni ljudje, bi morali najbolj njim zaupati. Ne, med vsemi, bi rekel, tistimi, ki pa delujejo, sam še, če dovolite, ne. In torej, tu je treba imeti pred očmi še nekaj. Sodstvo je ena od enakovrednih, enakopravnih vej državne oblasti. Tako kot je zakonodajna, tako kot je torej državni zbor, državni svet, tako kot je vlada in državna uprava, izvršilna upravna veja oblasti, je pa hkrati edina, kjer ljudje, ki jo predstavljajo, sodnice in sodniki, niso politiki, ne. So strokovnjaki, torej njihovo edino delo je, da po stroki, po svoji vesti, skladno z ustavo in zakoni, razsojajo v sporih. In pač temu primerno je treba vse pogoje za delo zagotoviti, potem pa tudi seveda tisto, kar bomo pričakovali in pričakujemo od sodstva je, da bo sodstvo tudi delovalo transparentno, tako kot pričakujemo od ostalih segmentov države, ker pač treba je gledati na stvari tako, kot so. Celotna država se financira iz davkoplačevalskega denarja, iz tega, kar mi plačujemo, in sodstvo ni nič drugačno. Torej, tu pričakujemo več transparentnosti, bom sam še se navezal na tole, kar ste malo prej omenili, o tej neenaki obravnavi, recimo v sodstvu, bi mogoče sam še en stavek povedal. Torej, če povem o tej transparentnosti še nekaj do konca, tu je bistveno premalo narejenega, ne? Ker lete, v javnosti, to se lahko vsi tu strinjamo, mi te je, ne? Da je pogosto, dobimo vtis državljane in državljanke, da so nekateri sodni postopki taki, da preprosto so, ne, tu neke razlike med ljudmi, ne? Da torej nekateri
so sprocesirani, nekateri niso. Jaz ne vem, kot državljan, ne poznam konkretnih okoliščin in čisto možno je, da je v mnogih primerih to tudi zato tako ta vtis neke neenakosti, ker to je pa izjemno pomembno, da smo ljudje enaki pred zakonom in tukaj je sodstvo tisto, ki je najbolj odgovorno za zagotavljanje te enakosti. Pogosto je mogoče, ali pa so primeri, kjer mogoče je treba samo pojasniti ljudem, lejte, tukaj je bilo tako in tako, zaradi nekega razloga, ki nima nobene zveze z neenakostjo. In tu preprosto te transparentnosti ni. Vrhovno sodišče, predsednik Vrhovnega sodišča, sodni svet, to so ključni subjekti, ki predstavljajo sodstvo navzven, bi morali absolutno, mislim, da to je absolutno nujno, se obrniti navzven in komunicirati z javnostjo, ne mogoče na enak način kot vlada, državni zbor in tako naprej, ampak vsekakor pa bistveno drugače kot do zdaj. V vašem programu imate na področju pravosodja zapisano tudi večjo transparentnost sodnega sveta. Boste kaj dodala? Zakaj niste, jaz sicer se ne strinjam povsem z vami, ampak jaz sem tukaj zdaj samo spraševalec, glede pogojev dela. Glede na to, da imamo toliko veliko število sodnikov, tudi plače imajo v redu, mislim, da bi lahko sodili dobro. No, zdaj je kar nekaj časa, upam, da bom lahko tudi jaz odgovorila. Zdaj, glede števila sodnikov naj povem to, se manjša število, prav tako pa moramo vedeti, da pri nas sodniki opravljajo marsikatere naloge, ki jih v drugih evropskih državah ne. A boste zdaj s spremembami zakonodaje to spremenili? V tej niso predlagane. Jaz recimo, moje mnenje, eden izmed mojih pripomb je tudi ta, da recimo razne zapuščinske postopke, navadne razveze, to lahko vodi strokovni sodelavec. Ima dovolj znanja in tukaj se ne strinjam z kolegom, ki pravi, da je potrebno to, vi ste rekli staff, torej to podporno osebje. To je že sedaj, sama sem bila strokovna sodelavka. Zasliševala sem v postopku popolnoma vse izvedence, osumljence, priče in tako naprej, normalno kot strokovna sodelavka. Preizkušala vse obtožne akte. V bistvu smo pripravljali sami, seveda se je na koncu sodnik podpisal in pregledal, ampak to pač ne drži, da to že obstaja. In strokovni sodelavci na sodiščih dejansko delajo vse, tudi nekateri v prisotnosti sodnika v bistvu sodijo. Če sodnik sedi zraven, lahko strokovni sodelavec tudi na okrožnem kazenskem sodišču vodi obravnavo v njegovi prisotnosti. Tako da to moram demantirati. Kar se tiče plač, škoda, da niste že vi, gospod Pličanič, mi smo plače seveda, kot veste, uredili, tako da to lahko črtate iz seznama. Od leta 2000... Aktualizirajte svoj program, a ne? Od leta 2006 niso bile plače sodnikom, so bile res v bistvu absolutno nesprejemljivo nizke za to, koliko nekateri sodniki pač delajo. In to je ta vlada pripravila. Tukaj bom malo kritična in bom celo rekla, kljub nekaterim neustavnim pritiskom za strani recimo sodniškega društva. Imeli smo grožnje za neko blokado volitev, če se spomnite, pa stavke, ker to so bile stavke in sodniki ne smejo stavkati, ker tudi sodno osebje ne sme, pa so si tudi to nekako pač vseeno privoščili, ampak pustimo to. Plače bi dobili zvišane, plačno reformo smo izvedli, treba pa je bilo to narediti hkrati. Ta vlada je to naredila, ker spoštuje sodnike, ker spoštuje sodstvo in meni, da je treba urediti pogoje za neodvisno delo. Med tem je tudi zadostna plača. Kar se pa tiče nekih drugih pomislekov, ki jih je še mogoče gospod Pličanič. Da nismo vse enake, vam lahko tukaj preberem, se opravičujem, ko se prekinjam. Gospod Franci Matos je v intervjuju za Info 360 po razsodbi v primeru Trenta dejal podobno, kar je tudi gospod Pličanič izjavil, da nekateri tožilci, oziroma med vrsticami ste verjetno hoteli to povedati, da nekateri tožilci in sodniki delujejo politično in ne po strokovnih merilih. Ja, on bo to že vedel. Recimo, gospa Barbara Brezigar je zagotovo ena izmed takih, ki je delovala... Ona ni več tožilka. Ja, ni več, je pa bila, in to generalna državna tožilka, ki je absolutno delovala politično v dobro SDS. Zatem, to ni nobena skrivnost, kasnejša kandidatka.
a ne za predsednico države. Tako da lahko, da to obstaja, ampak jaz to absolutno v generalno zavračam, a ne. A veste, vsi imamo svoja politična neka prepričanja, tudi sodniki jih imajo, ampak kar se pa tega tiče, da bi sodniki sodili na podlagi nekih političnih čistk in tako, to pa strogo zavračam. Tudi to moram reči, ko ste rekli, da netransparentno sodstvo deluje. To enostavno ne drži. Premalo vendar, transparentno. oprostite, kot prvo, obravnave so javne, kot drugo, vsaka sodba je obrazložena. Se pravi, vi si lahko do podrobnosti preberete vsak državljan, zakaj je tako, se pravi, to je popolna transparentnost. Kje pa ni transparentnosti? Transparentnosti pa ni pri sodnem svetu. In tu je ena izmed težav, ki sem jo jaz pričela prva, kolikor sem zaznala doslej v 30 letih naslavljati. Sodni svet je organ, ki sodstvo skoraj da bi rekel obvladuje. Postavlja predsednike sodišč, odloča o napredovanju vsakega sodnika, o izbiri sodnikov, o hitrejšem napredovanju, a ne, želi še več pooblastil. Sodni svet deluje na zaprtih sejah, z tajnim glasovanjem, ne obrazlaga svojih odločb, ker to, kar prebereš, to ni nobena obrazložitev. In zoper te odločbe ni učinkovitega pravnega sredstva. Sodnik je najpomembnejši funkcionar državi. Zakaj? Izvoljen je trajno, funkcijo ima, mi smo tu, pa nas več ni, 4 leta, oni so pa torej postavljeni za obdobje, ne vem, 30 let, in na koncu vsega je sodnik. Odloča, ali je zakonodajna, izvršilna in tudi sodna veja oblasti ravnala zakonito ali ne. Se pravi, tukaj bi morali biti zagotovljeni pogoji, pa niso, to trdim, in to lahko dokažem, če pridobimo dokumentacijo sodnega sveta, ki je netransparentna. Tu je pa popolna netransparentnost, a ne. In trdim, da niso izbrani mnogokrat najboljši kandidati, premnogokrat. Ja. No, tu se popolnoma strinjam s gospod Grgurevič. Zdaj, ko sem jaz govoril o transparentnosti sodstva, sem mislil tudi na sodni svet, na vse akterje, ki delujejo v sodstvu, ne na sodstvo v tem možnem smislu, pa tudi nisem rekel, da ni transparentno, ampak da je premalo transparentno. Rekli ste, da vsaka sodba je obrazložena, se strinjam, ampak tu govorimo zdaj o državljanih in državljankah, ki imajo dostikrat vtis, ki sem ga prej omenil, da za nekatere se postopki končajo hitro, za nekatere trajajo desetletja, in pa da v določenih zadevah se ustvarja vtis, kot da nekateri lahko pridejo skozi nekaznovano, nekateri ne in tako naprej. Skratka, govorimo o nekem vtisu, ki ga državljani in državljanke, ki so večinoma laiki pravni, ki se ne spoznajo na pravo, vseeno dobijo, ko spremljajo medije. Mediji to pač predstavljate in ljudje pač to poslušajo in dobijo ta občutek. Jaz sem samo to želel poudariti, da je sodstvo tisto, oziroma vsi akterji, ki delujejo v sodstvu, so tisti, ki bi morali, ne samo imeti interes, to je njihova obveznost v razmerju do državljanov in državljank, da take vtise, take občutke, ki so lahko čisto neutemeljeni, popravijo s tem, da skomunicirajo z javnostjo. Ne more reči, preberite si sodbo, se tam vse obrazloženo. Pač treba je nekako v razumljivem jeziku pojasniti, tako kot to predstavljajo predstavniki drugih vej oblasti, tako da to vsak lahko razume. Na to sem mislil. Zdaj še ena kratka replika ali komentar na nagrajevanje sodnikov. Kot rečeno, jaz sam in tudi v stranki demokratov se zavzemamo za to, da vsi, ki opravljajo neko javno nalogo, sodniki, sodnice, državni uradniki, vsi, ki delujejo v javnem sektorju, skratka vsi, ki se financirajo iz proračuna, iz davkoplačevalskega denarja, da so za svoje delo primerno nagrajeni. Jaz že dolga leta trdim, da ljudje, ki to počnejo, niso primerno nagrajeni. In seveda mi vemo, da so sodniki zdaj nekoliko boljše nagrajevani, kot so bili v preteklosti. Predvsem boljše. Prosim? Ja. Ampak tisto, kar sem želel še poudariti, tako da ni potrebna nobena aktualizacija programa. Tisto, kar je tukaj bil poudarek, je bil na tem, da morajo biti primerno nagrajevani vsi, tudi sodniki, in primerno nagrajevanje pa pomeni tudi stimulativno nagrajevanje. Se pravi, da se, in torej bom še nekaj dodal tukaj, z nagrajevanjem je pa, torej nagrajevanje je ena stran medalje, druga stran medalje je pa odgovornost. Se pravi, tisti, ki v nekaterem koli sistemu, in to mora veljati tudi za sodstvo,
krši pravila, po katerih bi moral delovati, bi moral biti sankcioniran. In tega mi nimamo v Sloveniji, je to praktično neobstoječe, ne samo v sodstvu, tudi ko gre za državne uradnike oziroma širši javni sektor. Torej, primerno nagrajevanje, tudi stimulativno, tisti, ki delajo boljše, več dobijo, ne? In na drugi strani uveljavljanje odgovornosti za tiste, ki kršijo pravila delovanja. Ne? Tako da to so zanesljivo tisti elementi, ki so ključni za to, če želimo, da se stanje v vseh sistemih, ki se financirajo iz proračuna, izboljša, ker je danes današnja tema povezana s pravosodjem, sodstvom, a pa s pravosodjem v širšem smislu, to velja tudi za sodstvo. Tako da to je ta poudarek in to jaz mislim, da tu bi sodnice in sodniki najbrž podprli tole, kar zdaj govorim. Ne? Najbrž bi težko se strinjali s tem, da tukaj ni treba več nič narediti. Ne? Ja, treba je pač, se pravi, imeli ste priložnost, pa niste, mi smo plače popravili in sicer primerjalno seveda umestili v sistem. Kar se tiče tega, se tudi ne morem z vami strinjati popolnoma, da ni tega stimulativnega, se pa ne izvaja tako, kot bi se moglo. Da, v tej državi tudi, to se načeloma, se jaz z vami strinjam, da ni nobene odgovornosti in to v vseh vejah oblasti, kaj ne samo v sodni. Namreč, obstajajo pa že sedaj tako sankcioniranje, to ni res, da ne obstaja, saj so postopki disciplinski v okviru sodnega sveta, tako da to ne drži, kar ste dejali, kjer tudi pride seveda do raznih sankcij zoper sodnike, ampak kje jaz vidim spet tukaj možnost in ni treba nekega posebnega sistema tega nagrajevanja, kot ste ga sami rekli, stimulativnega izvajati. Vse to vendar bi že moralo obstajati, vendar se ne izvršuje tako, kot bi se moralo. Namreč, mi imamo neko normo, se tako za strokovne sodelavce, kot za sodnike se spremlja. In to bi moralo biti bistveno merilo pri tem, torej kdo bo napredoval v plačnih razredih, kdo bo prejel kakšno oceno, ki je podlaga. Namreč sodniki so ocenjeni tako kot vsi javni uslužbenci in to je potem podlaga za neko napredovanje, tako v plačnih razredih kot v višji naziv, v višjo funkcijo. Se pravi, mi v bistvu ta sistem bi moral obstajati, se pa ne izvršuje tako, kot bi se moral. Kadar imamo sodnika, za katerega se vidi, da ne dela učinkovito, da ne dela tudi, bom rekla, mene ne zanima, ali je meni sodnik sedaj všeč, ali mi je simpatičen, ali ne, pač pa me zanima končni rezultat. In to je merljivo. Spravi, koliko sem naredil v določenem času in koliko sodb mi je bilo vrnjenih, razveljavljenih ali potrjenih. In samo in zgolj ta sistem bi moral biti glavni pokazatelj ocene sodnika, se pravi, to že obstaja, samo ne izvršuje se. Imamo sodnike, ki imajo zelo slabe rezultate in kljub temu napredujejo mirno. Zakaj? Ja, to pa je vprašanje za predsednico sodišča in ocenjevalce. Ja. Ker se nam čas izteka, bi dala še dve vprašanje imam, potem bomo počasi mogli zaključiti. Mogoče bi najprej rekli, kakšno še, ker pa ste govorili o sodnikih in o sodiščih, kaj se dogaja, da v bistvu se ne prijavi nihče, da nimamo kandidata za vrh Vrhovnega sodišča? Kaj se dogaja? Mislim, so bili 3 razpisi. Kaj je narobe? Ker te razlogi, ki jih je gospod Đorđević navajal, mogoče so malo smešni. Zdaj, jaz sem poslušal gospoda Đorđevića na tistem intervjuju z gospodom Globec. Jaz ga po človeški plati čisto razumem te razloge, ki jih je on navedel. To, da moraš dajati intervjuje in javno nastopati, se mi zdi, da pač ne mora biti razlog. Se pravi, po človeški plati to razumem, da marsikomu ni do tega, tudi potem je kot razlog navedel te dolgotrajne postopke, kjer je neka velika negotovost, kakšen bo končni rezultat. Do imenovanja, dolgotrajne postopke do imenovanja. In potem še nekaj drugih. Med njimi je pa navedel tudi razlog, in sicer kot razlog, zakaj to nobenega ne zanima, ta, da se mora predsednik Vrhovnega sodišča ukvarjati s sodno upravo, skratka z nekim poslom, ki ni sojenje v tem možnem smislu. In kot rečeno, vse te razloge po človeški plati jaz lahko razumem, tudi tistega, ki ga je navedel, da je to povezano z javnim nastopanjem, za udeležbo na proslavah državnih recimo in tako naprej. To jaz po človeški plati razumem, da to pač mnoge ljudi je to odveč in jih spravlja neko nelagodje.
Ampak tisti razlog, ki je pa povezan z nesimpatičnostjo izvajanja funkcij sodne uprave, tistega pa težko razumem. Ne? Ker je pa ravno to tisto, kar je glavni vzvod, s katerim predsednik Vrhovnega sodišča, Vrhovno sodišče, pa nasploh katerikoli predsednik sodišča lahko dosega ravno to, o čemer je gospa Grgurevič govorila prej, ne? In o čemer sem tudi jaz govoril. Se pravi, kako poskrbeti za ustrezno nagrajevanje, sankcioniranje in tako naprej v sodstvu sodnikov in sodnic. Tako da tu jaz mislim, da bi se zlahka izognili tem zagatam, ki se niso zgodile prvič, ne, v zvezi s tem neinteresom za funkcijo predsednika Vrhovnega sodišča, tako da bi določili neko pravilo, po katerem bi se določil predsednik Vrhovnega sodišča, recimo pravilo senioritete, ne, ali pa neko drugo pravilo, ki bi bilo že naprej določeno, tako da bi vsak, ki bi kandidiral in se potegoval za Vrhovnega sodnika, veril, da bo prej slej na vrsti za to, da bo predsedoval Vrhovnemu sodišču. In seveda tisto, kar je pa tudi pomembno, je, da mislim, da bi tu bila potrebna malo večja zavest o pomembnosti enega od teh razlogov, zakaj ne, to je pomembnost opravljanja funkcije sodne uprave. Ne. Kakorkoli to lahko komu zoprno, to ne bi smelo biti zoprno ljudem, ki so vrhovni sodniki, ne. Ker je Vrhovno sodišče vrh sodne veje in sodna uprava so tista opravila, ki sodijo v ta management, ne, v ta court management, se pravi v upravljanje in v vse tiste zadeve, o katerih smo prej govorili. Ja, tukaj se jaz čisto ne strinjam. Upravljanje z premoženjem, z nepremičninami, kadrovsko spremljanje in tako naprej. Kar se pa tiče tega, kar sem jaz govorila, ne spada pod Vrhovno sodišče, to je bolj spada pod sodni svet. Ne? Spravi, oni postavljajo predsednike sodišč, oni izbirajo sodnike, oni odločajo o napredovanjih. Se pravi, oni bi morali slediti tem kriterijem. Na to predsednik Vrhovnega sodišča nima vpliva. Glejte, jaz mislim, da je zagotovo, kot prvo so zdaj sodniški trojček, prihajajoče spremembe. In žal, jaz menim, če pogledamo malo v zgodovino, kako so bili izpostavljeni nekateri predsedniki Vrhovnega sodišča, spomnimo se sodnika Masleše, ne? Luknja, strelna luknja na glavi, mrcvarjenja v parlamentu, celo sodni svet, ki bi moral biti organ, ki skrbi za integriteto sodnikov in je zahteva od njega na podlagi pritiskov, če se spomnite pod prejšnjo vlado, da prinesete neko diplomo ali da pojasnila glede diploma ali pravosodnega izpita. To je nesprejemljivo bilo dejanje strani takrat sodnega sveta, kar se mene tiče. Ne? Se pravi, to so izjemni pritiski, neka dolgoletna, bom rekla, kar mrcvarjenja po medijih, po parlamentu, kaj smo vse spremljali. Ne? In kdo bi si tega tudi želel? Tega razlogov pač ne moram razumeti, ker jaz kot novinarka sem deležna vseh strani politike, leve in desne, na družbenih omrežjih sem deležna raznih žaljivk in tako naprej, pa pač svoje delo upravljam. Vem, ampak osnovno delo sodnika, ko se odloči, ni predsedovanje, vodenje uprave, je sojenje, a ne? Osnovno delo, ko se sodnik odloči za neko funkcijo, ne reče, jaz bom pa predsednik sodišča, ne, bom sodil, ne, to je tista osnovna funkcija. Za prevzemanje te funkcije predsednika, potem se ti v bistvu to osnovno sojenje zelo minimalizira, ne, ali ne vem, koliko se predsednikov Vrhovnega sodišča in se ukvarjati z vsem drugim. Ne. Tako da to je potem čist neka druga, je menedžerska funkcija, ne sodniška. Ne. Ja, če ne bo šlo drugače, ne vem, kako najti potem neko, mogoče ta vaš predlog glede na senioriteto bi tudi bil mogoče za premisliti. Se pravim, jaz mislim, da se bomo tekom te razprave o sodniškem trojčku, bo se veliko vprašanj odprlo. Jaz upam, da boste tukaj, če sami pravite, da se zavzemate, lahko računamo tudi na glasove torej vaših 3 poslancev, ki bodo te spremembe podprli. Vidimo mi razburjanje politike, predvsem seveda desne, o krivosodju že leta, vendar pod 3 vladami ni bilo nobenih izboljšav, nobenih zakonskih predlogov v tej smeri. Zakaj pa ne? To se vprašamo. Zakaj ni desna politika nikdar naredila nič v smeri sprejema zakonodaje, ki bi to naslovila? In pogledajte tudi te razne patrije, pa to se vprašamo.
takšne zlorabe oblasti, takšni pritiski nedovoljeni na sodstvo. V Avstriji je bila pravnomočna sodba, na Finskem pravnomočna sodba. Jasno piše v izreku avstrijske sodbe, da je Janez Janša bil tisti, ki je za namen torej prijema podkupnine 900 000 evrov, se je razpis priredil z vednostjo Janeza Janše in denar je bil izročen. Samo v Sloveniji pa to ni sprocesiramo. Se pravi, da ste kritična potem. Celo gledamo grobe napade na sodnike, ki so si drznili obsoditi prvaka opozicije. No, jaz bi samo še se vrnil k tisti temi o predsedniku Vrhovnega sodišča. Zdaj, jaz gledam na to tako, kot sem malo prepovedal. Po človeški plati jaz lahko razumem ljudi, ki se odločijo za sodniško poslanstvo in da pač jim ni do te menedžerske funkcije, ne. Ampak po drugi strani je pa treba imeti pred očmi, da je sodstvo je pač, kot sem rekel, samostojna veja državne oblasti in mora samo sebe menedžerirati. Ne more pričakovati, in tudi ne bi bilo prav, in mislim, da to je popolnoma nezdružljivo s funkcijo sodstva, da bi zdaj nekdo drug to za njih počel. Ne? To morajo sami. In v ta sklop sodi tudi pristojnosti predsednika Vrhovnega sodišča ali pa Vrhovnega sodišča kot takega, ker predsednik Vrhovnega sodišča je pač primus inter pares, ne? Ni zdaj on nadrejen ostalim vrhovnim sodnikom, predstavlja, tukaj govorimo o Vrhovnem sodišču kot vrhu slovenskega sodstva in ono je tisto, ki je poklicano najbolj, ne, tudi ostali predsedniki, torej ostalih sodišč, ampak predvsem vrhovno je tisto, ki je poklicano, da opravlja to, o čemer sem malo pregovoril, se pravi, da samozavestno, avtonomno in tako naprej upravlja s to sodno vejo oblasti. Ne? In s tem je nažalost povezana tudi ta menedžerska funkcija in tudi morebitni napadi na predsednika Vrhovnega sodišča in tako naprej, ki pač so lahko tudi nesprejemljivi, ampak tudi če so sprejemljivi, ne? To je del življenja. To je pač del te funkcije. Dajmo reči kakšno besedo o vašem predlogu spremembe kazenskega zakonika. Vi ste se odločili, da boste predlagala spremembo v delu, ki se tiče kaznovanja pedofilov. Kaj se dogaja zdaj s tem? Pripravili ste ga, mislim, da ste ga predstavili tudi v koaliciji. Da. Žal so vloženi na, veste, imamo v zakonodajnem postopku neka določena pravila in so pred mojim zakonom v vrsti, mislim, da tri spremembe kazenskega zakonika. Žal nobena izmed vloženih ne naslavlja tega problema. Jaz pa mislim, da se je na primeru župana Dornave, kandidata SDS, ne bomo pozabili, žal izkazalo, da so tukaj spremembe nujne. Ko pride do varovanja otrok, nekateri radi rečejo, za otroke gre, nihče pa ni predlagal ničesar. In to je od leta 2011 začelo veljati 2012. Tale zakonska določba. Jaz sem si potem šla to pogledati, ko sem medijsko seveda to spremljala in sem ugotovila, da ene obsodbe ni bilo v tem primeru. Dva pravna indikata se v praksi v nobenem primeru ni prišlo do obsodilne sodbe. Spravi, to je nesprejemljivo. In če koga treba zaščititi, in to brezpogojno so to otroci. No, naj bi postalo kaznivo tudi nagovarjanje otrok k spolnemu aktu. No, mi absolutno podpiramo ta predlog. Mi mislimo, da kazniva dejanja zoper otroke, mladoletnike, sploh ta spolna so nekaj najbolj zavržnega, tako da popolnoma podpiramo ta predlog. Jaz sem sicer v pripravi na to dajo malo pogledal še razna druga mnenja. Tu nekateri pač opozarjajo na mogoče bolj jasno opredelitev znakov kaznivega dejanja. Jaz nisem strokovnjak s področja kazenskega prava, tako da tega detalja ne morem komentirati, drugače pa popolnoma podpiramo ta predlog. Še vprašanje za oba bom imela, ampak najprej gospod Pličanič, vi ste se odločili, da se boste vrnili v politiko. Marsikdo od mojih sogovornikov, ki je bil aktiven v politiki, se je odločil umakniti v varno zavetje akademskih voda. Jaz vem, da je gospod Prebilič se pogovarjal in nagovarjal tudi
gospoda Mira Cerarja, pa se on ni odločil zato, ker so bile očitno izkušnje preveč grenke. Kako to, da ste se vi odločili, da pridete nazaj? Ja, tu je odgovor zelo enostaven, tudi pač za gledalke in gledalce moče pojasnilo, jaz vsa leta, tudi že pred tistim prvim vstopom v politiko, intenzivno delam na takih pravnih področjih in ali pa take vrste dela, da prihajam v praktično dnevni stik zlasti z državno upravo, z posameznimi ministrstvi, pa recimo, če malo bolj zaokrožim z delovanjem vlade. In tako kot sem takrat pred 10, 11, 12 leti presodil, da preprosto je situacija tako slaba, da je pravzaprav moja odgovornost, da poskušam pomagati jo izboljšati, in je situacija zdaj enaka. Oziroma zdaj so okoliščine še nekoliko slabše, ampak vzgib, moj motiv je enak. Torej, če ne strokovno delam zadeve povezane z delovanjem države, pomagam državi. Skratka, idealizem vas je vrnil nazaj v politiko? Ne idealizem, ampak čisto realistična presoja o tem, kakšno je stanje, in presoja o tem, da lahko sam skupaj z enako mislečimi v stranki Demokrati pomembno prispevam k izboljšanju tega stanja. Za vas bi povedala, povejte. Žal, želim samo to reči, da je stanje slabše, to vas vse uradni podatki demantirajo. In to z strani Evropske unije, to je prvo, sicer pa ja. Stari obrazi SDS-a, tako gospod Logar, tudi gospod Pličanič. To zdaj ne vem, če bi se lahko strinjali. Jaz nisem stari obraz SDS-a, moja prejšnja stranka je bila Državljanska lista. In je zapustila koalicijo, ne? Ja, ampak ste rekli sami prej, da je bil minister v vladi Janeza Janše. In gospe Bratušek, tako da... Ne v kvoti SDS-a sicer. Gospa Grgurevič, vas bi poprašala za konec, z kolegicami Tamaro Vonto in predsednico Državnega zbora ste se odločili, da boste vložili odškodninsko tožbo zaradi neke naslovnice v reviji Demokracija. Jaz bi pričakovala, da bodo vatli enaki za vse, pa vas vprašam, ali se vam zdi prav, primerno, da pa revija Mladina objavlja recimo Janeza Janšo kot, ne vem, Firerja in podobne stvari. Kolikor vem, je Janez Janša Mladino za to tožil. Mislim, da je celo nekaj v preteklosti iztožil na ta račun. Tako da, kar se mene tiče, pa če se vam zdi enako sporno, to me zanima. Še enkrat, tukaj ne gre za enake vrednote, ki jih zastopajo. Vsi štirje ste bili v istih uniformah, a ne? Samo v različnih časopisih. Še enkrat, kot prvo, očitno se je zdelo tudi gospodu Janši to sporno. Kar se mene tiče, jaz nisem zagovornik ne nacizma, ne fašizma ali tistih, ki so pač hlapčevsko, po mojem mnenju, zoper slovenski narod se obrnili kot domači izdajalci, torej sodelovali in kolaborirali z nacizmom. Sama pač izhajam iz družine, kjer smo zaradi nacizma in domačih izdajalcev utrpeli hude, bom rekla, posledice. Moje dedje, babice so bili hiše požgane, izgnani v Gonars, v Dachau, in tako naprej, v bolnišnici Franja, odrezane roke, 17-letniki. Sama sem zato posebej, ker se zoper takšno politično propagando, širjenje nekega novodobnega fašizma resnično zavzeto borim, zato sem to kot neko posebno svojo lastno okoliščino, ker tukaj gre za to, za neka stališča, ki jih mi kot posamezniki čutimo. Zdaj, gospod Janša se glede na njegovo pač postopanja ali pa, bom rekla, nazore in delovanja, pač ne vem, če bi se lahko počutil zdaj kaj posebej. Jaz se osebno počutim zaradi teh dejavnikov prizadeta. Iz spoštovanja do moje družine. Gospod Pličanič, za konec, to je zadnje vprašanje. Ali boste šli na referendum v nedeljo, na katerem se bo v bistvu Janez Janša oziroma opozicija izmirila kakšno podporo? Seveda, to je samo po sebi razumljivo, to je moja državljanska dolžnost in mislim, da bi tako morali tudi vsi ostali gledati. Ko boste pa glasovali, ali ne bi povedali? To bomo pa zadržali zase. Dobro.
bomo na tej točki nehali. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet čez teden dni.